slišimo? Ja, lepa se. Lepo pozdravljeni, pozdravljene. Vsem najlepša hvala za obisk, sploh zdaj, ko je še knjižni sejem in je teh dogodkov res veliko, no, in hvala glavnem, ker ste prišli sem. Moje ime je Aljaž Krivec in v svoji družbi pozdravljam Nežo Zajc. Danes bomo v prvi vrsti govorili o njeni novi pesniški zbirki Igla v mrku, s podnaslovom Knjiga miniatur, ki je šla letos pri Inštitutu Nove revije. Spremno besedo k njej napisal Andrej Božič, ki je tudi danes tu. Hvala Mestni knjižnici Ljubljana in Trubarjevi hiši literature za prostor, pa seveda hvala tudi društvu Kot kdo, ki ta večer organizira. Prosim današnjo gostjo, da mogoče prebere par pesmi, da pademo v zbirko, bi vseeno povedal nekaj besed o njej. Neža Zajc je rusistka in slovenistka, od leta 2008 zaposlena na Inštitutu za kulturno zgodovino na ZRC SAZU. V prvi vrsti se ukvarja z tematiko rokopisnih gradiv in starejših zgodovinskih področij, posebej slovanskih dežel. Mogoče pa v točno določenih delih še kako besedo kasneje spregovorila. Zdaj naj omenim še mogoče to, da se z poezijo ukvarja in ustvarjalno in poustvarjalno. Grem namreč za drugo pesniško zbirko po prvencu, ki hkrati ni prvenec, kar bo tudi kasneje mogoče natančneje razložila, Ime gore, ki je izšla leta 2014 pri Kud Logos. Sicer pa se je profesionalno ukvarjala tudi z poezijo Ane Ahmatove, zbirala je poezijo Srečka Kosovela in tako dalje. Zdaj bi pa v bistvu kar prosil mogoče, da prebereš par pesmi iz nove pesniške zbirke, da si malo predstavljamo tudi, kaj je tema pogovora danes. Hvala za besedo. Jaz bom najprej prebrala nekaj pesmi iz prve zbirke, potem bo ena kar takoj neimenovana, vmes še neobjavljena, in potem še nekaj iz druge zbirke. To naj bi bil nekakšen uvod v današnji večer. Par sekund brez tega mikrofona, da si stopim. Moja ustvarjalna pot besedne umetnosti, bom rekla, in pri tem vztrajam pri teh točno določenih izrazih, če tudi se morda slišijo nekoliko vzvišeno, oziroma še preprosto s tisto nekako starodavno vero v moč besede, ki je res nekoč obstajala, danes pa bi jo težko zasledili. Gre za to, da bi rada poudarila, da pišem natanko od leta 1998 resno, z največjo strogostjo in pozornostjo in tudi disciplino. S tem, da sem najprej pisala prozo. Od leta 1998 sem poskušala pisati prozo tako, da bi jo tudi objavljala. Nisem nikoli pisala samo za v predal ali za svoje lastno izpovedovanje ali kaj podobnega temu. Potem je pač moja zgodba taka, so mnogi že velikokrat slišali, ampak nekako ne znam lagati in je to treba povedati, da
Potem leta 2005 pozni jeseni, natančneje 20. oktobra, ko je umrl moj ded Dane Zajc, se je to v tisti noči, ko je izginil, se je pač to, kako sem se borila s tem njegovim izginevanjem in moje pisanje v tistem trenutku se je pravzaprav na nek najbolj naraven način prelilo v verze. To je bilo, ko bi doživela nekakšno dovoljenje z njegove strani, morda. Po drugi strani pa se mi potem to posledično in čez tedne, mesece, se mi je to vedno bolj izkristaliziralo v zelo osvobojujoč občutek, ki je trajal in pravzaprav tudi še traja, ko bi našla tisti svoj izraz, ki sem ga iskala, torej od leta 1998. In zdaj bi prebrala najprej delček tiste pesmi, ki je nastala res tisti večer in predstavlja pravzaprav neko programsko pesem, uvod v mojo poezijo. Potem pa bodo sledile še nekaj drugih iz prve zbirke, ki je torej pisana in izdana bila s tem namenom, da bi ponazorila ne prvenec, ampak pač neko zrelo pesniško govorico. Saj ta zbirka je šla torej še desetletje po temu prvem začetku pisanja poezije, torej leta 2014 oziroma 2015, če smo natančnejši, ker je res išla decembra, januarja 2015. Hvala. Daleč je drobnica že daleč. Dedu Danetu. Dan sredi jeseni je bil, ko sva oba stopila na pot, razmočena od dežja. Da bi umrla in odšla med ljudi. Še zadnjič okusila grenki priokus svobode, se nasmehnila, vase stopila obrezana. Sva se vzpenjala k ledeniku, nisva spregovorila več let. Vlekla robido je na plečih, se dala prepadu in prestopila prelaz mejo samote, svobode tisočletnega prahu, spomin na smrt, ki se z dnem vrača, povrnjena kljuje v tišino, da se razlega samo njen čisti mir, že ovekovečen v brani, v potresavanju ranjenega telesa, v previdnem polaganju misli na razbolela tla smisla. Zakaj jaz jočem in padajo snežinke na žalne oči? Sem enkrat ljubil, se k enemu možu klanjal mrtvemu, k enemu enkrat molil. Tedaj se je začel boj. Trodnevno nemo umikanje od vseh napačnih klicev, od človeških popravil ter nepotrebnih rezil, da je moglo biti nedotaknjeno telo celo izginulo in obmirovano v vse krvi, ko oznanjenje v daljni slutni se dvakrat uresničilo, poimenovano, neizločeno, iz trpečega leta čistega, da je ime bilo sveto, z usodo zaznamovano bližno, ter je na predvečer edini tretji obraz otroški ostal še neizpolnjen. Tedaj je vedel, jasno si, da te sveto to sledi, moža senca tebi slišna, zakaj vedel nisi, da je ostalim ljudem nevidna, da si neviden tudi ti, ko te oplazi mimo, ne gre prek tebe, niti tebe ne prehiti.
Nenadoma te zbudi hladna plast svetlobe, zaostanek mesečine. Je li to bil zla duh, mar li ta, h kateremu si glavo položil, ne več bolno, da je sam slednik drsel za teboj, te zasledoval sam varuh in ohranjevalec ne črke, a spremenjenja imena zaščitnik. In te ni zapustil. Z belo prisotnostjo je postal brez dotika olajšan s telesom nebitja ti, ko je le tebe utoložil. So predeli tihi. So predeli tihi, sveti in čudni, kjer pod večer grlica nevidna, vedno neznano in nesluteno, kakor sanjala bi za druge, v čas bogoslužni, iz osamelega srca zagruli, na dnu pesmi, poslednje pesnitve, vere v ljubljeno. Naravnost v lobanjo pero, 5 kraka ost. Navidez znana zvezda v vrtincu notranjega zraka je iznajdena in do tal požgana, ne trava, a lava, dosledna na izpad priprava. A medtem ni umanjkanja nikogar, da prazno polje oživeti more in je podoba svetlo razdružena, razodetje brez smrti. Prva beseda. Česar se dotakneš, spregovori, da od tebe povsod teče kri. Le hladno od morja, le žarek resničnosti seže do obzorja, ko odpade še rana nesreče in se na tleh raztopi. A boleti mora, če ne umreš še ti. Kraja. Osiromašiš še tihoto, za ljubezen čudno, tap, 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 mači podplati v mah, odrešenje besed v dah, smrtni na vratu duh sveti, kateri je v meglicah edini, od živih in mrtvih. Med nama navdahnjenih ust, ker zavedno odzeto je telo, daj, da se poljubiva, saj iztelesila sva trenutek. Manj kot prehod. Kradeš spomine. Kradeš mučence, nesrečnike. Kradeš tudi od skupnosti. Kradeš še glave krstnika. Kdo, reče edinkrat, kdo si? Žebelj, solz, preperelost vrvi, zarjavelost upa, slab izjemnosti zgrinjanja nad hrbet neprehojenih poti. Zdaj bo konec hrupa, najstarejši prednik si Evharistije. 17 let čakanja v megli, navajanje radostnega brezupa, navdahnjenja od slepih ljudi, navdahnjenja trdnega, brez tal, le od rezkih mnemozin prehajaš v strašno mrkost zavedanja sleherne pesmi,
kakor oslepljenja od brez smeri, saj umetnost je srčnost izrekanja milosti. Izreči. Zakaj reči smem, da strah pred tozemskimi očiščenjem, pred sovragovim nemirom, bojazen le medčloveškega sklanjanja, podlokovanje višje od nebesnega umiranja? Saj vse, kar si, dedoval nisi, in žalostni venec rož darovati ne moreš in naprej ne boš več. Vse posledič nabiraš. Ta pesem je tretja pesem iz cikla Oče naš, ki je tudi namenjena Danetu Zajcu. In bi lahko predstavljala tudi kredo te druge zbirke. Čakam te. Čakam te od prvega dne. V očetovem domu posvečeno bodi tvoje ime. V prostranem krogu, kjer osebe ne spe v oblekah, izpisanih prekratkih niti ob praznih posteljah bdijo, ko tebe ni. Čakam te v izsušenih strugah, kjer življenje cveti. Na potovanjih brez sonca, kjer nič več ne oživi. Čakam te v razmerjih izmolka, kjer zadnja glasba mre. V znanih voljah nehrepenenskih, ko prvi sneg naletava oči in tebe več ni. Čakam te v poslednjem enakonočju, pod pročeljem hriba, ob žalostnem vznožju do belega jesenskega večera, kjer ti si. Hvala. Za danes smo se nasploh odločili, da bom mogoče dala kakšno minuto več branju poezije, kot je morda običajno na teh dogodkih. In sicer tudi zato, ker sem opazil večkrat na literarni večeri posebej, ko je govora o poeziji, da je včasih grozno težko najti eno pravo vstopno točko, neko pravo pozicijo izrekanja, kot da bi tudi ta referencialna funkcija jezika v bistvu morala biti poetična, no, ko govorimo o poeziji. In se mi zdi, da za konkretno Iglo v mrku to skoraj še posebej velja, ker ste tudi lahko slišali nekaj pesmi in operiraš z res nekim čistim jezikom, neko čisto poezijo, napetosti, ki se vzpostavljajo znotraj te zbirke, se mi zdi, da so izrazito lastne njej sami in njenemu jeziku. In tako se mi je tudi, mogoče povedal, par izkušenj o branju. No. Ob branju te zbirke recimo se mi je zgodila še ena stvar, in sicer, da me čisto na začetku recimo ni tako pritegnila, ne, ampak potem pa iz pesmi v pesem bolj. In sem opazil, da v bistvu na nek način vso orodje, ki ga je moje branje zahtevalo, je bilo na nek način redko rabljeno, ne. In sem ugotovil, da v bistvu ta zbirka nekako stopa, pač, da je drugačna, no, v tem smislu. Izgiba se nekim naturalističnim elementom, ki so mogoče pogosto lahko vstopna točka v branje, tudi nekim narativom recimo, in zato je tudi pri mojem branju trajalo nekaj časa. In potem so tudi v njej mogoče še neki elementi, kar se tudi zdaj slišalo, ki so
mogoče nekoliko nenavadni, ne, v tem momentu, recimo ta uporaba velikih besed, o čemer že Brane Senegačnik govoril na enem od literarnih večerov v tej zbirki, pa potem uporaba rim, ne, kar je v tej neki, recimo, ne, mainstream, ne, naprimer, definiciji pisanja, da tako rečem, ne, mogoče malo potisnjeno ob stran, ne, včasih označeno kot nezaželeno, ampak se mi zdi, da se moramo tu nekako, da se moramo obrniti temu, ne, da je to seveda bil nek dolgo prevladujoč modus v poeziji, da je kot tak seveda imel nek notranji smisel in da je mogoče zdaj tudi moment, da se začnemo spet, ne, na nek način s tem spogledovati. Mislim, da to, v bistvu, ta zbirka na nek tak sicer zelo ekonomičen način, ampak vseeno v bistvu zelo dobro počne. To je mogoče nekaj teh splošnejših vtisov, no, ob zbirki, ki se mi še zdelo zdaj vredno dodati. Zdaj bi pa v bistvu nekako mogoče zdaj uravnotežal malo najin pogovor in bi v bistvu prišel k vprašanjem, ne, konkretnim. In sicer z poezijo se v bistvu ukvarjaš in pač jo pišeš, jo tudi preučuješ in me v bistvu zanima iz tega vidika mogoče, koliko je neke kontinuitete med to zbirko recimo, pa tudi drugimi in potem drugimi polji nekega tvojega profesionalnega udejstvovanja, ne. Koliko se v bistvu koliko se zavestno ali ne recimo pozna, ne vem, ukvarjanje z slovanskimi rokopisi ali katerokoli tvoje drugo delo, no, v tvojem pisanju poezije? Ja, jaz se res tako strokovno se posvečam, če bi bili pač v današnjem času razmere tovrstni znanosti bolj naklonjene, bi se v celoti najraje posvetila proučevanju starih rokopisov. No, to je čisto res in to z zamejitvijo poznega 16. stoletja. Pozneje me kaj preveč ne zanima. In gre to za žal je res tako, da v Sloveniji, čeprav bi mogoče kdo pričakoval, pod slovanskimi rokopisi ne vejo čisto točno, kaj bi si predstavljali. Ampak jaz se soočam s starocerkveno-slovanskimi rokopisi, ker so to tisti slovanski rokopisi, pač žal slovenskih kaj dosti nimamo, ne. Kot vemo, smo imeli veliko srečo s Primožem Trubarjem, da je pravzaprav hkrati z zapisom slovenskega jezika je tudi že natisnil knjigo, ne, in smo dobili pač res že pisano natisnjeno besedo slovensko v tistem času. Predtem pa so res samo sporadični pojavi slovenščine zapisani, tako da se bi moje ukvarjanje s slovanskimi rokopisi dejansko zelo hitro izčrpalo, če bi se posvetila samo slovenskim. Ker sem pa pač tudi rusijska, se torej posvečam stari cerkveni slovanščini, predvsem v ruski redakciji, ampak tudi tem južnoslovanskim, srbskim in pa pač makedonskim oziroma pač tem frakcijam stare cerkvene slovanske redakcije, ki so se razvijale v stoletjih, torej od 10., 9., konkretno od 10. naprej do še pravzaprav do 18. v Rusiji. Ampak, kot govorim, mene zanima najpozneje to zgodnje renesanse in zdaj jaz se res skušam ukvarjati, torej ne s prepisi tega, ampak dejansko z rokopisi. So me tudi kakšni ruski znanstveniki, ki so pač obstajali tako, kot imamo pri nas te kritične zdaj in imaš lepo vse že v bistvu objavljeno in tako naprej, natisnjeno v knjigi in tako naprej. Samo moram povedati, da tega malo kdo zares razume, zakaj je meni tako všeč pač res dobesedno pa brati te rokopise. In mislim, da je to nekako tudi povezano s to mojo prakso poezije,
da me to na nek način navdihuje oziroma mi razvija neko vrsto ponotranjenega branja, razbiranja tistih rokopisov, tudi dešifrirane kdaj, pa kdaj, ker je šlo takrat dejansko za to, da se osebni izraz ni smel prav močno zaznati in šlo velikrat samo za prepise svetih tekstov, ponavadi in tako naprej. In se je samo na marginalijah, na obrobnih zaznamkih, na primer, lahko osebni izraz pojavil in tako naprej. In so potem tudi kakšne šifre in kakšne skrivni zaznamki in to mene vse zelo zanima. To, kar se pa potem zgodi, ko pa pišem poezijo, pa ne bom zdaj razlagala, ne. Tudi sama sebi tega ne razlagam, ampak zagotovo, da gre eno premočrtno linijo potegniti iz tega mojega proučevanja, ker prav veliko časa ali pa prostora me s tem ne preteče, ko se potem jaz usedem in napišem nekaj res iz sebe, pišem pa tako na roko, svečnikom in ne načrtujem ničesar, samo pišem. In se mi zdi to kljub samo pomembno, ker danes tudi znani in priznani pesniki, in jaz nimam nič proti, ampak sem se pogovarjala, pišejo tudi na računalnik, nimam nič proti, samo mislim, da gre za kljub samo za malo drugačen način oblikovanja sporočila, ki se konec koncev potem vzpostavi, sam po sebi ustvari, oblikuje. To, kar bi povedala. Ja, si pa omenil, da če želiš to, da še kaj povemo o pisni okosu. Ne, recimo ta res odnos med preučevalskim delom, recimo in pisanjem, ne, imamo tudi, recimo, raziskovala si, zbirala si Srečka Kosovera, recimo, raziskovala Ano Ahmatovo iz Sačenka, recimo, a je tudi neka, a čutiš tudi tu neko tesnobo vplivanja, recimo, temu? Ja, zagotovo, če je le mogoče tudi v znanosti, če nisem vključena pač v kakšne čisto obskurne projekte, ki niso povezani s tem, si nekako težim k tem temam, ki me najbolj zanimajo. To so pa res vprašanja tudi zgodovinskih poetih, nacionalnih poetih v končni fazi, potem pa spet še bolj osebnih poetih in pa pač tovrstna poetološka vprašanja, ki so pravzaprav zaposlovala posameznike, pišoče posameznike od antike, bom rekla, čeprav niso bila vedno tako v ospredju. Imamo na primer proučevalce zgodovinopisja, potem raznovrstnih teh dramatike in tako naprej antične. Zdaj same poetike pa so bolj parcialne raziskave sploh teh raziskav svetih besedil, ki so velikokrat nekako odrinjena s to predpostavko, da je tam ena že ustaljena, konvencionalna, zelo tradicionalna in torej že vnaprej predvidena poetika. Medtem ko, ampak res s tem vprašanjem se soočam že od faksa, pač od svojega študija in nikoli, kadar sem se pač tega lotila, nikoli nisem našla kakšne že znane razlage teh stvari. Vedno sem pač, ko sem se soočila, sem vedno morala sama začeti to raziskovati, sama posredovati razlage in potem iskati šele vzporednice, ne pa kakšnih konkretnih, točno določenih razlag. In to me vedno znova spodbuja, da to ni za manj. Ja,
sem avtorica nekoliko nesrečne izdaje Srečka Kosovela, ampak sem nekako, zato ker me preprosto pri Beletrini takrat so mi nekako odvzeli ta znanstveni aparat in sem se pravzaprav soočala z njegovo rokopisno zapuščino. Sem si pa prizadevala to, na kar sem kljub samo ponosna, da sem spravila takrat Srečka Kosovela v eno knjigo. Dotlej ni bilo to mogoče, je bil razdrobljen po 4 delih, zbranih delih, ki so bila zelo brez kontinuitete branja zbrana, ker pri Srečku Kosovelu se je zgodila ta nesrečna usoda, da pa je po njegovi smrti so odprli predal njegove pisalne mize, so se dobesedno njegovi rokopisi razsuli in potem so v rokopisnem oddelku Nuka to sestavili pesmi po abecednem redu. Zdaj pa predstavljajte si, kako krivično je to za pesnika, ki zagotovo ni pisal pesmi po abecednem redu. V tej knjigi sem preprosto pokazala to, mislim, sem vesela, da je bilo jasno to, kakšna glavnina pesmi je tistih, ki se vežejo na Kras, ki jih je pisal do konca, torej pretežno, bom se rekla, z eno tako splošno znako impresionističnih in nikakor, torej, ki so nastali pod njegovim doživljanjem impresij te kraške pokrajine. In nikakor ni večina teh dekonstruktivistično-konstruktivističnih oziroma celo nekih angažiranih, kar meni se sploh ne zdi, da bi bil Kosovel tak pesnik, po katerih je on tako zelo znan in o katerem smo se učili v gimnaziji, kako je bil prelomen. Seveda je bil, ampak kljub vsemu se mi je zdelo pomembno, da se pokaže, da je pač veliko večino njegove pesniške narave pa kljub vsemu bilo posvečeno drugačnim pesmim, takim bolj pesniškim, z veliko mero rim, celo posebnih naglasov, kot jih je označeval v rokopisih. Sicer je bila takrat norma, ampak moram povedati, da je pisal solence, čeprav vem, da je bilo to takrat navada, ampak kljub vsemu, jaz sem to takrat poskušala. Pa če tudi za neko tako bolj poljudno izdajo, popularno, vsaj malo prikazati in potem spodbuditi, kot je na primer zdaj Miklavž Komelj izdal bolj precizno oziroma bolj kot posnetek dejanskega stanja rokopisnega gradiva, kot je bilo v tisti zbirki pri meni dosegljivo, ampak vsaj spodbudila sem, ker se mi je zdelo pa bistveno, da pač tako kot sem napisala v uvodu, da tisti, ki se pač namerava soočati s poezijo Srečka Kosovela, naj se najprej sooča z njegovimi rokopisi. To Ahmatova, ja, še en primer. Pesnice, ruske pesnice, ki sem jo brala tudi, ko sem pisala prozo, ker ko sem pisala prozo, sem res veliko prebrala prozaikov, torej proznih tekstov, romanov in tako naprej. Že takrat sem pa, tudi če sem samo tako z kančkom očesa pogledala tisto poezijo Ahmatove, mi je bilo tako preveč blizu, bom rekla, da sem res nekaj časa, sem jo zelo dolgo časa brala brez misli na kakršenkoli znanstveno ukvarjanje s tem. Brala sem samo njo pa Danteja. In žal je to že danes pri meni zelo zvesto. Potem so pa že bila nagovorjena leta 2013-14, da bi bilo mogoče pa smiselno to spraviti v neko raziskovalno celoto. In takrat je bilo to, moram povedati, precej trd oreh zame, zato ker vse, kar sem, tako rekoč vse pesmi sem imela v glavi
in njene besede, tisto, kar je pisala, svoje tekste, razmišljanja in tako naprej. Nisem pa znala povedati, kje sem to prebrala. In sem morala vse pravzaprav še enkrat in skozi ta zbrana dela, čeprav niso kritična izdaja, izbrani del Ane Ahmatove še ni izdano v Rusiji, ampak kljub vsemu, no, sem se takrat začela prebijati skozi vse to. Bil je svoj vrsten izziv, no, ampak tudi ni bilo preprosto, ampak mislim, da vsaj tisti, ki so zares prebrali to knjigo, mislim, da jim je veliko dala, no, vsaj če jih zanima. Ruska poezija, tudi pa tiste razmere v tistem času, ko je pač res Ana Ahmatova v najbolj neznosnih eksistencialnih pogojih še naprej samo pisala in samo čakala na ta svoj navdih in tudi ni zapustila Rusije, kot so mnogi, da bi čakala svetlejšo priložnost nekje v tujini, ampak je vztrajala pri tem položaju svojem. Tudi nekoliko v ruski družbi izobčene pesnice, ampak še vedno ruske pesnice. Tako da je nehitno, sem mogoče preveč povedala, se pravičujem. Hvala. Ne, sej v bistvu se mogoče potem nekako izriše to ozadje. No, sej, ker še ena figura je seveda Dane Zajc, ki smo ga že omenila. Koliko je tudi nekega, mislim, koliko zaznavaš nekega dialoga med tvojo poezijo in poezijo Daneta Zajca? Zdaj veva za ta, mislim, omenila smo že ta seveda osebni neki, ne, tudi družinski, no, pač dialog, da tako rečem, ne. Koliko tudi nekako poezija tu dialogizira tvoja in njegova, no? Ja, mogoče ni čist pravi izraz dialog, no, bi jaz rekla. Ravno ko sem prebrala za nalož, z namenom to pesem v tej zbirki, v drugi zbirki, ta Manj kot prehod, ki se začne Kradeš spomine. Tukaj najbrž bi rekel človek, ki pozna Zajčevo poezijo, da ne vem, no, mogoče površen bralec bi rekel, da ni sledi. Ampak jaz vem, da je v tem, recimo prav v tej pesmi, v neki dikciji, da je šlo za to, čemur rečemo nekakšno reminisciranje oziroma različne sugestije, ki so iz preteklosti, ki jih pravzaprav, no, ki se v sami pesmi potem popolnoma predrugačijo, vsebinsko in tematsko, ampak gre za tisti odzvok, ne bom rekla odmev, ampak bistveno je ulovitev, to prisluškovanje temu in ta ulovitev tega glasu, ne bom zdaj rekla samo Daneta Zajca, kogarkoli iz preteklosti, ki se mi zgodi, pravzaprav jaz to jemljem kot neposreden navdih, kateremu moram biti zvesta in temu služim, kot sužnja. In na ta način se mi prikradejo taki glasovi v mojo poezijo. Ampak moja naloga je, da se nikdar ne sprijaznim s kakršnim koli posnemovalnim tonom, ampak da se to potem v moji, bom rekla, ustvarjalni notranjosti, ali kako naj temu rečem, ali v duši, ali kako se že temu reče, pač v tem procesu preprost pisanja, da se to popolnoma spremeni, presnovi v samo mojo pesem. Tako. Seveda, zdaj tudi to ozadje je potem v bistvu direktno vodilo k izdaji Imeno gore takrat in
kar me v bistvu zanima, za katero so že rekla, da je neprvenec, kako bi v bistvu določila neke koordinate, mogoče imena gore v razmerju do igle v mrku, no? Ja, kaj sem, kako ne to zdaj čist, tako, kako bi rekla, zdaj, če bi to poskušala označiti kot neke premike v moji poetiki ali nekaj takšnega, bi lahko govorila tako, da tako kot sem takrat povedala, kot sem prejle povedala, da sem v trenutku, ko sem našla ta svoj izraz v poeziji, da sem začutila res osvoboditev in kot bi bilo to nekaj najbolj naravnega, kar bi bilo res lastno temu, kar sem iskala. Šlo je za eno, kot bi rekel, fiksacijo misli, ker naenkrat nisem več doživljala kakršnihkoli problemov pri izražanju. Ne rečem, da sem to prej imela, ampak kljub samo pri prozi nekako slediš ali neki fabuli, ali nekemu junaku, nekemu liku, vedno osebnemu, vedno moraš nek jaz, nek ego graditi, nekaj moraš, tiste peripetije se morajo nekaj plest, ne. Mene je pa to, se pravi, nisem rekla, da sem imela problem s tem, ker nisem prišla sploh do te točke, ampak preprosto me to ni zanimalo. To me zelo ni zanimalo, no, da bi se jaz ukvarjala s tistimi kakršnimi koli psihičnimi ovirami in neovirami nekega junaka. In tudi v prozi se misel čisto drugače plete, drugače razvija. Ta logično, vzročno-posledični niz je veliko bolj očiten, ekspliciten, zahteva tudi toliko več odskladnje tega vezniško odvisniškega aparata in pa vedno znova tudi oseba, ki zahteva nekoga, ki to vleče naprej in tako naprej. Mene je pa zanimala poezija na način teh duhovnih poezij, svetih poezij, ko se osebek v prvi vrsti ne pojavlja. Torej, celo razoseblja, je to že v osnovi ideal pravzaprav takih poezij, ker so namenjene čisto nekomu drugemu, ne nekemu posamezniku, ampak višjim, so posvečene umetnosti. In zdaj, res rada bi poudarila, da nisem nikoli imela kakšnih pretenzij, da je tukaj moja poezija, ki je namenjena višjemu in da pišem Bogu ali kaj podobnega temu, ampak kljub vsemu to osnovni položaj pa mi je prav tak zelo ustrezal to, da gre na neki ravni za tako kot v antiki ali za očiščenje, katarzo. Gre za ne odmik od sebe, od tega, da bi želel nase pozabiti ali kaj podobnega temu, ampak samo, da se pravzaprav razosebiš do te ravni, da si čist. In ko si čist, to je se to rekel že danes, zdaj si nedolžen, si kot otrok in takrat si na osebni ravni pač pripravljen na pisanje poezije. Tako. No, hotela sem pa že povedati, da je bilo to v imenu gore. In od takrat naprej sem potem res zelo veliko pisala in tako naprej in sem potem to knjigo izdala in to ni laž, je to res 10%, kar je bilo takrat napisan, zdaj pa izpoham še več napisati. Ampak kaj čem? Tega itak nihče ne razume, koliko je zakaj tako veliko pišem.
tako je. Mislim pa, zakaj najbrž nič ne izdajam, ne? Saj najbrž bi ljudje v teh letih že zelo veliko izdali. Ampak to pa treba se soočiti s situacijo v Sloveniji danes na intelektualni ravni, ki je precej šibka oziroma revna. In si nikoli nisem mislila, da bo, včasih si nisem mislila, da bo prišlo do te ravni, ampak tako je. In zdaj, je pa res, da sem takrat z velikim zadovoljstvom potem lahko nekako se mi zdi izražala svoje misli skozi poezijo. V trenutku res je šlo za ulovitev mojih misli in nisem imela pri tem nikakršnih težav v verzu. In zato je bila moja poezija za mnoge pretežka, ker je tako nasičena, ker lahko 2 verza pomenita dovolj za razmislek 2 mesecev, pa čeprav jaz nikoli nisem pisala haikujev. Ampak tako je pač nastajalo. Zato pa je v veliki meri tudi odsotnost rim v tisti zbirki, teh takih klasičnih rimanih kitic in tako naprej, kakšnih sonetov ali kakšnih prav velikega oblikovanja pesmi ni. Gre za zelo kot neko čisto meso tega pesensko-miselnega gradiva, ki se je v meni snovalo. Zdaj, v Igli v mrku pa je v tem smislu prišlo še do čiščenja na oblikovni ravni, popuščanja nekaterim rimam, kar je povezano s popuščanjem temu evfoničnim in celo nekoliko čutnim vtisom, ki mejijo na glasbeno-metaforične učinke. To se mi zdi bistveno, da se je začelo v tej zbirki kristalizirati. No? Zato pa tudi temu je pa tudi ustrezno z naslovom oziroma s to nekakšno miselno zasnovo te zbirke, ki moram povedati, se je tudi vzpostavila šele po koncu, ko se je sestavila zbirka, ki je tudi nastala zelo samodejno. Torej, da se je pravzaprav ta pesniška oblika, kakršna se je tukaj pojavila, da se je izkazala kot za ustrezno, za primerno, da bi predstavljala tisto ogrodje, o katerega se lahko oprime nek posameznik v današnjem času, če se želi ne samo samo identificirati, ampak tudi deloma, kolikor zmore opisovati v večnost. In to je tista človeška sled v mrku, v nepopolnem mrku, tisto, s čemer, kot bi se oprijel ali zvoka, ali samo bliska, in si ne dopustil zraven krika. Krika ni. Krik je zamolčan, je zadušen. In zato je ta izraz v resnici nastajal pridušeno. Ampak kot globoko oseben kraj neke ne več fizične eksistence, ki pa še zmore govoriti besede čiste, besede čistega poetičnega jezika. Hvala. Tu si se zdaj tudi dotaknil tega, kar sem mogoče prej še pozabil omeniti, ampak kar se mi zdi pomembno in mislim, da se tudi skozi ta odgovor, skozi branje prišlo precej naprej, je sicer, da je v bistvu lirski subjekt v tej zbirki, se mi zdi, tako težko dosegljiv, težko dotakljiv, če hočeš. Pozicija izrekanja ni nekako zares zakoličena,
odmika se tudi v neki procesu, da bi se res inkarnirala jaz sem zaznal nek ta proces raztelesenja, recimo, no, na nekem nivoju, tudi razpoljenja, ne, to je, kar je zanimivo bilo, nekako nakazano tudi v eni kritiki te zbirke. In mogoče bi se tu nekaj, kar sem mislil vprašati še, mislim, bi se mogoče dotaknil še tega vprašanja in sicer za en cikl in sicer Neminljivo, ne, si mi povedala, da je v bistvu posvečen tvoji pokojni mački. In jaz, ko sem prvič recimo bral zbirko, v bistvu nisem tega zaznal. Ne. Ravno se mi zdi, da iz tega, ker nastopi v bistvu ta mačka, no, če tako rečem, ne, na tem nekem nivoju, da je tudi ona sama, ne, na nek način raztelesena. No. In v bistvu me v tem oziru tudi zanima, kakšna je z tega vidika ta duhovna podstat zbirke, no, če hočeš, kako se to recimo zrcali tudi tem odnosu človek, nečloveška žival, oziroma kot kaj se spostavi tudi subjekt pesmi potem v okviru tega odnosa, no? Ja, res je, subjekt v tej zbirki kot jaz pravzaprav moram res priznati, da se tega prej nisem spraševala, ampak izgleda pa, da je tako nastala ta zbirka, da se subjekt kaže kot temeljen, kot bistven. Da se vzpostavi na način dejavnega priklicevanja kar samo od sebe, no. Ampak to ni nek eksplicitni nagovor ali pa moledovanje, ampak malo je podobno molitvi, ampak pravzaprav gre kar lahko od molitve posnavam, je predvsem ta drža, ta neka ponižna naklonjenost in pa medosebno spoštovanje, ne. Kot sem pa rekla, ker je sam po sebi, je pa tisti, ki si prizna, da danes v poplavi protagonistov, ki imajo moč, on ni tak. Ne bom rekla, da je spremenljiv, niti da je naključen. Je zagotovo pa krhek, ampak to je pravzaprav posledica samo njegovega zavedanja. Zavedanja te neminljivosti. Te in hkrati osebne enkratnosti, ne, edinstvenosti in zato bistvenosti nekega posameznika. Tako da je pravzaprav zame višek mojega pesnenja takrat, kadar se mi v pesmi pesniški subjekt popolnoma sam vzpostavi. Lahko je to čist neznana entiteta. Vsekakor pa se ne obremenjujem s tem, ali je to moški ali ženska. Lahko je žival, lahko je rima, pa predstavlja subjekt pesmi. Lahko je, mislim, katerakoli, ampak je popolnoma znotraj pesniška entiteta in to je bistveno. To je zame, na primer, neko razosebljanje mene kot pisarke pesmi in pa osvoboditev od tega, da ustvaram novo bitje. Zato pa ni naključje, da so cikli z naslovom rojstvo, identiteta v tej zbirki, ne. Tako, lahko za primer preberem eno pesem, na primer, kjer se to tako zelo jasno vidi.
polt. Zakaj dosegal sem načelo zla in se obrnil, pod sebe zdrsnil, se splazil pod upodobljenje neba, se skrivaj odprl, premaknil v razumevanje Boga. Da tebe poslal je in me izčrpal v obraz slikarke pod stropom pozdravljanja višje, razoglav te sam v sinje čakam, v večerje nočne, darovan, naposled črn. Torej, v tej pesmi bi lahko pravzaprav izločil 3 subjekte. Vmes se lahko zdi, da je slikarka. Lahko je na začetku enak končnemu, ni pa nujno, ker ne ve se več, kdo je na koncu darovan in pa naposled črn. To se mi zdi tako, da je pravzaprav. Pa še eno lahko. Druga kost. Prva kost je tudi pesem, ampak zdaj ta druga kost prebrala. Nezačasna šibkost, časa razrezanje, šele neblaga je polovica. In plaho izpovedanje poslednosti uslišanja v jezik sožitja, dobesednih hlip v ječi izmitje, ne premakne od srca ščit, maska svetega je lik, prejemanja trpljenja Božjega zraven pod streho občutenja, ljubezni, dotaknjenja vid, ne zadnjega izpolnjenja. V notranjosti dan je mučen, neizpovedan, še en krik. Gnevanja vmes izbris časa, smrtni obraz, meniški dah je šele 4. Do razodetja pravica, nedoumevanja skrivnostnosti besednega daru. Naravnost odljubljenja, obsijan obzorja, nag in pust, od nezavračanja blagoslova, božanskih si ust. Ja, seveda. Mogoče ena taka tema je... Si še mislil kaj povedati? Ja, se bomo na koncu. Ja, se na koncu boš verjetno prebrala potem ravno ta cikl, o katerem sva tudi zdaj nekaj spregovorila. Ampak ena tema je še, o kateri smo se tudi že pred dogodkom pogovarjali, in sicer pač v bistvu vloga religije, no, če hočeš v Igli v mrkvu. Jaz sem recimo pisal en krajši zapis o zbirki in se mi je zazdelo v bistvu, ja, da te zbirke se ne da napisati na drug način. Sicer pa neke druge kritike so pa to grozno postavljale v to neko osredje, no, se mi zdi kot že skoraj malo tako usiljeno, no, če hočeš. Ti si govorila o tem kot seveda pač pomembnem osrednjem elementu, ampak ne na ta način zavezujočem, no. Kako gledaš na to vprašanje? Ja, zagotovo, da pa v redu je, no, da se naglasi beseda religija in ne vera v tem primeru. Ampak seveda, zagotovo, moja poezija je pisana z uvidom v to, bom rekla. Zanima me tudi zgodovinska teologija, medtem ko me današnja popolnoma nič ne zanima, ampak res, ne vem, zakaj tako je, no. Ne vem, zakaj, ne bom zdaj razlagala, ampak lahko si mislite, zakaj. V tem zgodovinskem pogledu pa me zelo zanima, ker je pravzaprav gre za zelo podobne izhodišča, pa tudi načine pisanja, tudi to niso nekakršni moje raziskave, to je pač dokazano, da so v Bizancu, ne pač, da je bizantinska teologija
začetka nastala na fundamentih antične filozofije. Hočem povedati, da so se samo pač v tovrstnih takratnih študijah, da so se lotevali teh vprašanj, torej razmerij med človekom in Bogom, na tako resen in pa tudi, bom rekla, skoraj državniški način, kakor smo se o tem učili, da se je to godilo v antiki. In samo v tem smislu mene to zanima, hkrati pa me očitno zanima toliko, da je tudi del moje neutralnosti in zato tudi moja poezija ne more biti ločena od teh stvari. In to dovolim, da to vstopi vanje. Zakaj ne? Sem pa naletela na ostre kritike v slovenskem, ampak samo v slovenskem prostoru, če sem kdaj prevedla kakšno pesem v ruščino ali pa tudi v Italiji so me poslušali, mislim, rusisti, ki so pač znali rusko, in nisem nikoli naletela na odpor v tem smislu, ker tudi vemo, da je recimo v Italiji, tudi na primer Ahmatovo pa je bila ona vesela te oznake, so jo označili kot v bistvu krščansko pesnico. Hočem povedati, da mislim, da drugje po svetu, da so do teh vprašanj, sploh v smislu poezije, ne, v smislu umetnosti, če posega tudi na to področje, oziroma to vpleta kot tematiko, kot gradivo, kot snov, v svoje predrugačenje tega sveta, bom rekla, da so manj zoprni. Mislim, ne znam drugače povedati, ne bom rekla, da je manj strogi, ker tukaj ne gre za strogost, niti ostri, ampak da jih to preprosto manj moti, kot sem doživela to v Sloveniji. Nisem si mislila, da bom doživela takšen odpor. Rada pa bi poudarila to, kar od začetka svojega pesnjenja, sploh ustvarjanja, poudarjam, da jaz pač pišem za slehernika, ne za nekega vernika. Pišem za slehernika, ki pa je odprt v transcendenco, ki je čuječ, čuteč in ki morda pogosto najde odgovore ali pa celo samo vprašanja v religioznih temah, bolj kot v nekaterih drugih aktualnih, sodobnih žariščih problemov, katere ne bi bili pač bolj moderni, kako bi rekel, bolj popularni, ne. Tako preprosto, kako, ne vem, če sem kaj odgovorila. Hvala. Sedem prosil za, če prebereš cikl, potem sem se prej pogovoril, ampak če samo vprašal, če je mogoče kakšna pripomba, komentar, vprašanje iz občinstva. Mogoče, a niti ne. Mogoče še potem kasneje, bova sva govorila že prej o ciklu Neminljivo. Ja, da ne moče prebrala. Pa še sem tako povem, da je tako se popolnoma strinjam s tem. Sem tudi pri Danetu Zajcu, ne, gre za... Jaz bom rekla, jaz še nisem prebrala ustrezne oznake, kakšno vlogo imajo pravzaprav živali v njegovi poeziji. Seveda gre v prvi vrsti to, in to se strinjam, človeku volk, ne. Ampak pri njemu ne gre samo za to, in prav tako pa imajo v moji poeziji živali eno svoje mesto. Mislim, da gre mogoče nekoliko bolj za manj mistificirano vlogo, kot imajo v Zajčevi poeziji. Kljub temu pa so
je poudarjeno to, da mislim, da nikoli ni dovolj izpostavljeno tega, da so lahko živali bolj človečne od ljudi in da je bližina živali v človeku včasih zelo blagodejna in odpre tudi v ljudeh nekaj tiste boljše strani, torej na etični ravni človeka razpira in ga dela boljšega. Zato mislim, da so tudi živalske plasti v človeku zdravilne, ne, in tudi tešilne celo. Obratno pa tudi po svoje mislim, da ima živali neke vrste človeško razumnost, celo dušo. In v tem smislu živali enakovredno nastopajo v moji poeziji kot človek. Tako, zdaj pa, če ni drugih vprašanj, bi zaključila s nekoliko daljšim branjem. Malo iz druge zbirke, malo iz prve, malo pa še kakšno pesem, še ne objavljeno. Jaz imam vprašanje. Ja, no, da je. Sicer bolj za Aljaža, ki ga imamo že tukaj, ne, če ga že imamo, namreč bolj tako literarno-zgodovinskega značaja. Zanima me, ti se zelo razgleda nad slovno slovensko poezijo, to, kar se piše do danes in nad polpreteklo, ne. Kako bi zdaj poezijo Neže umestil, opredelil, recimo literarno-zgodovinsko in kam bi jo umestil? Da bi se to tako on spot odgovarjal, je seveda težko, tako da bi kvečemu po nekem ovinku. Ravno to je bil moj problem pri pristopanju k tej zbirki, ker se mi je zdelo, da ti sicer lahko neki tokovi, neke šole, ne vem karkoli, ponudijo že v osnovi pravzaprav neka orodja, s pomočjo katerih potem lahko pristopaš k neki poeziji. In tu na nek način nisem opazil nič. Ne vidim v bistvu nekega prevladujočega trenda, da bi jo zdaj lahko tja umestil, no, iskreno. To je nekako to, no. Ampak se mi zdi, da je pač ena od teh res, ena od teh osebnih poetik, no, v tem smislu, no. Bi pa moral seveda zdaj to resno raziskati, ne, da bi lahko odgovoril na ta način, kot bi zdaj mogoče ti želel slišati. Ali vedno? Neminljivo. Zdaj tukaj je ta epigraf iz Emily Dickinson. Če sem pač že toliko razodela, moram povedati, da pravzaprav ni bila moja muca, ampak je bila muca moje mame, ki je bilo ime Emi. Ta vers je v prevodu Nade Marije Grošelj. Ne vem, odkot bo sinju svit, zato odprem vsa vrata. Za en dan. Za en dan živalski, za še en dan živ, ljubezenske nemilosti, onemeti sem pripravljen in v peklu najdem mir, ile skušnjava bele rime. Mar res verjameš v nebesa, da obstajajo telesa onstran vseh teh že znanih izmeril? Dotakniti se napake vira, da hvaležno razodeta krivda živalskega sem, vendar posluha, skesana, nesrečna, upna ganjenja, večna rima, ki nikomur ne prikima. Ne vedel bi, kako malo dni ti bilo je odzetih v krču in koliko trpečih noči dano ti bilo je v smrti. Saj željan le podlega miru, čez telesi dve v krsti, dahnjeni v zrak zgolj, ob zadušeni pesmi krstni. Nihče ne bi verjel, da pred mano nikdar srčnih doživelo ni hlepenja, ne sanj osebno mrtvih, obstajalo izpetih nesreč, obhajil po žrtih, ter radostnih soglasij v molku,
v svet, izhajanj duhovnih, trpljen, ljubezni vdil, zastalih besed sred solz, ne premaknem iz srede mor, prisege svobodnemu Gospodu. Ne kez, ne odpuščanje gor, se izvek prisojnih skal cedi, da živali ne zaduši. Zadušnica. Zakaj ne od zunaj in ne od spomina na nekdanjo Rimo, ne od spomladanskega sonca, ne od hladne burje, a od daleč prihaja svetloba, od celega snega in obupa. Od večnosti oboka se nad me spušča bleda sled od tod, kjer ni talna duša. Ne od preteklih, ne od živih, a v sedanjosti pol mrtvih. Petje je skrivno, zdravje, zvesto, smrtno. Brez odpuščanja. Ker odpuščanja sebi ni, da zamolčal sem v sebi hlip pesmi brezkončnih, da spremljal sam v sebi dolg človeka naravno začasne nočem sprejeti molk. Ker k spovedi stremim prekrasnim zasanjam še spomenik in lok nadzemske zmote so še jasli. Onstran mene je spokoj. Glad na cesti mračni, verjamem v strast, življenje in sol, da umanjkajo v brezčasju. Tam odpuščen sem zdrav, čeprav v meni ni skušnjav bilo nikdar, ne smem sredi bosih prehajati v oltar. Saj jaz sem vere rosnih, kakor padec pred Boga, zame je do tal neizprosen, ker ni sveče, ki bi dajala soj za žival ubogo. Srce ne uleseni. Z cesarskega predala skozi stoletja praznin nenavadni zdrs med pregrade katakombne, da bolezen še vedno živih se zažre v prst. Iz telesa zarjavel vonj tiste neizživete prsti, zbujene lastne krvi. Drugo lice. Nastavim še levo lice, neizpovedano do neizrekljivosti, nezmanjšanemu drugemu. Sebe odžejam, ker si lačen ti, v meni ostajaš bolj od vsega svetlobnega miru. In potem nazaj zaklon, kakor pirueta v vetru in žilasten stridor viharja na morju. Le še spovednica nenadkriljiva, manjša je kakor brodolom sebe, da oseba v živali preživi. Lahkost. Verjamem ljubezni le preroka, da v pesmi sta natanko dva izhoda. Sladko bi izdaviti bilo, ne vem, kdo sem, ter ponoviti na vajetih spletenih v kiti v nebo, komu vedno, vedno služim. Ne svežemu kruhu, a vem, da ljubim, ker zate skrbim, kakor bela sužnja, med strelami neravnovesi burje se skače v mrežo v en mah zlevin, da nenadoma do tal suha med izgovorjavom medlim od znamen neizrečene skrivnosti, lahka od trpljenja bolečine, ne poznam več diha, ne od prikrajšanja slasti, a od razodetja pisave svete noči v zavesti neobnovljene moči, vraščanja v svet živih. Od prestrezan Janezovega hrbta, iz večno zaledenele prsti, mlada sinja siva s puščenimi lasmi, glava brez drhtečega telesa,
stran od bloden v mestu, zavestno knežja, življenju zvesta, diamantov nestrtih, prerezanih v mrkih, pesniška nevesta, izbojevana za mit. Ne vem, mogoče bi pa kar zaključil. Ne vem. Še kako vprašanje? Ja. Sicer samo to še mogoče, no, knjigo se da tudi kupiti, tam razumej so v sprejemni sobi, no, to kot v vednost. Sicer pa še enkrat hvala za obisk, hvala Neži Zajc in seveda lep večer še naprej in lahko noč.